Ja, mi smo pač v skladu z tem, da velja nekje 8-dnevni rok za odgovor in da je naš sindikalni zaupnik na Filozofski fakulteti prejel tole vročeno 23. aprila, smo predvidevali, da ker se je uradni 8-dnevni rok iztekel na praznični dan, majski, smo pač potem v skladu s tem prakso na prvi delovni dan po praznikih podali to svoje mnenje, kar pa je očitno po razlagi univerzitetne službe bilo prepozno. Je mnenje nujno, da se poda in ali je zavezujoče? Za sindikat ni nujno, da mnenje poda, je pa za delodajalca zahtevano, da ga pridobi, vkolikor delavec to zahteva. Seveda delodajalec potem tega mnenja ni nujno, da upošteva, je pa pač to mnenje tudi en izmed dokumentov na morebitnem kasnejšem postopku na sodišču. Se lahko trdi, da je univerza tukaj prekršila zakon zaradi tega, ker ni počakala, da se zakonski rok izteče? Po mojem mnenju, sicer nisem pravnik, bi morali počakati na to, da mine ta zakonski rok 8 dni in da bi to mnenje pridobili. Zdaj, to je po moje neka kršitev, zdaj, koliko pa bo to vplivalo na sam postopek pred sodiščem, pa bi težko ocenjeval. Kakšna pa je bila vsebina vašega mnenja, vašega mnenja o primeru Fištravec, ki ga univerza prejela po tem, ko so ga že odpustili? Ja, naše mnenje je bilo v skladu z do takrat prejetimi dokumenti pač tako, da bi težko govorili o velikem oškodovanju delodajalca se strani delavca, na osnovi česar bi mu lahko pač to oškodovanje šteli kot tako veliko napako, da bi ga na osnovi tega krivdno odpustili in je bilo pač naše mnenje, da je ta postopek preuranjen. Kot pedagoški delavec zaposlen na Univerzi v Mariboru in hkrati tudi predsednik sindikata, če bi lahko povedali, obstaja tudi kak primer na Univerzi v Mariboru, kjer je senat univerze izvolil nekoga v docenturo ali izrednega rednega profesorja, pa da gre za človeka, ki ni imel pogojev za to imenovanje? Mislim, da bi se tudi takšni primeri dali najti. Sicer so pa ti podatki o habilitacijah oziroma publikacijah vsakega delavca javno dostopni v bazi COBISS in lahko vsak za vsakega izvoljenega delavca univerze osebno preveri, kakšne objave z kakšnim impact faktorji v nekem trenutku razpolaga, in če bi šli to preverjati, sem prepričan, da bi te vaše predpostavke se tudi v določenih primerih izkazale za resnične. Zdi se, da se statut Univerze v Mariboru tudi z zelo hitrostjo spreminja. Je temu res tako? Ja, se kar periodično spreminja. V lanskem letu mislim, da se je dvakrat spremenil in od tega kar precejšnje število členov. Zdaj mislim, da gre za dokument, ki ima tam že nekaj 100 členov in je dokaj debel, tako da je že težko slediti, če nisi pravnik. Zaposleni na Univerzi v Mariboru, ki niso bili ponovno izvoljeni v docenturo, recimo po prejšnjem statutu ali pa zdaj profesor Fištravec, kaj je razlika, kje je prišlo zdaj do drugačne dikcije posameznega člena okoli ponovne izvolitve? Ja, v tej zadnji spremembi statuta nekje v jeseni leta 2007 je prišlo do spremembe člena, ki govori, za kakšno odločitev gre pri izvolitvi na senatu članice oziroma tudi senatu univerze. Prej je pisalo, da gre za odločitev po prostem preudarku, v novi verziji tega člena pa piše, da gre za volilno odločitev. In po tej pravni razlagi pravnikov pač bi naj to pomenilo, da to pomeni, kolikor
te senat neke članice ne izvoli, kljub temu, da si predhodno izpolnil vse pogoje in tudi imel vsa mnenja poročevalcev pozitivna, da je potem to pač volilna odločitev tega senata in da v skladu s tem členom ni potrebno te odločitve pojasnjevati nadaljno. Zdaj, pooblaščenec dr. Fištravca, odvetnik Albin Ploj, je že napovedal, da bo prav to dal v presojo na upravno sodišče. Bo reagiral tudi sindikat? Zdaj, ker gre tu za en posebno novo določilo, bomo preverili, kako je z takšnimi postopki na ostalih univerzah v Sloveniji, predvsem na Ljubljanski univerzi. In če bi se slučajno tale institut zlorabljal v bodoče, to pomeni, da bi se prihajalo do večjih primerov zavrnitev ljudi, ki bi izkazali vse pogoje in pozitivna mnenja poročevalcev, bomo seveda se zavzeli za to, da bi se ta člen statuta spremenil nazaj.